Kmetka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21 990 evrov, s Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prvaizbira.si. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij, ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Lovenjakov dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, sprostitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki, pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave narezki. Pozdravljeni gledalke in gledalci v oddaji Vita, življenje je lepo. Z mojimi sogovorniki smo se srečali tukaj pri Brodu ob reki Muri v Krogu, kjer bomo stopili v gozd in spoznali veliko zanimivosti o čemažu. Sonce se sicer takole sramežljivo nasmiha skozi oblake, veliko več sreče z njim pa je v preteklem tednu imela Mihaela, ki se je z njenim sogovornikom Jožetom Karasom pogovarjala ob Bukovniškem jezeru. Prisluhnite, zakaj vse je koristna Teslova ploščica. Jože Karas, en lep pozdrav. Pozdravljena. Danes se nahajamo tukaj v tem lepem okolju, energijsko močnem in prav tako saj bova govorila o Teslovi purpurni plošči. Ja, v bistvu sva se že prej odločila, da ker je pač predstavitev Teslove purpurne ploščice, da je idealno okolje za to energetski park Bukovnica. Tako je. Najprej mi povejte, ker me zanima, Teslova purpurna plošča. Zakaj ravno Teslova, glede na to, da je bila izdelana kar nekaj let po njegovi smrti? Ja, Teslova purpurna ploščica je bila dejansko izdelana 28 let po Teslovi smrti. Izdelal jo je pa njegov v bistvu dober prijatelj, pa tudi njegov učenec in govoriva o Ralfu Bergstresserju. On je tudi znanstvenik in je se pač ogromno ukvarjal z Teslovimi deli, proučeval Teslove dele, bil je pa tudi njegov prijatelj. In 28 let po njegovi smrti je on izdelal prvo ploščico.
In ko so jo dali to prvo ploščico na analizo in ko so v bistvu prišli do takih odličnih rezultatov, je prišlo do tega, kako v bistvu sploh poimenovati to ploščico, in je Ralf Bergstresel bil toliko, bom rekel, čist človek, da si ni lastil zaslug za to ploščico in je dejansko tudi namenoma dal v spomin na Teslo ime pač Teslova purpurna ploščica. In Teslova purpurna ploščica, tako kot sva povedala, v bistvu je bila izdelana pred 28 leti, mislim 28 let po Teslovi smrti, bila je izdelana leta 1971, se pravi, zdaj smo že dejansko 47. leto, ko je ta artikel na tržišču. Pa če sem prav prebrala, je bilo prodanih že preko 100 milijonov. Tu zdaj v bistvu prihajamo do tega fenomena, ne. Se pravi, artikel, ki je po celem svetu prodan v več kot 100 milijonih kosov, dejansko mora biti nekaj v njem. Tako je. Povejte mi, kako deluje, iz česa je sestavljena? Izgleda namreč kot navadna ploščica. Ja, sej Teslova purpurna ploščica je dejansko čist tako, ko pogledaš na oko, je totalno enostavna ploščica. Ploščica je sestavljena, se pravi, sam material, osnova ploščice je aluminij. Aluminij vrhunske kvalitete, ker tu pri tem je pomembno, kakšna kvaliteta aluminija je. Obdelana je po posebnem postopku, tu govoriva zdaj spet o tem, se pravi, po tem Teslovem patentu. Ne vem, sam postopek je pač določena skrivnost, ker je v bistvu v svetu 5-6 svetovno znanih proizvajalcev ali pa največjih proizvajalcev in vsak doda mogoče eno pikico, mogoče nekaj svojega. Zakaj ravno vijolična barva? To je namensko, pomeni kaj? Ja, je namensko, se pravi, vijolična barva je namenska, ker če vemo, pač vijolična barva je v spektru zadnja barva mavrice in se tudi največ uporablja pač kot ena zdravilna barva in je v alternativni medicini se največ uporablja. Lahko pa tudi naveževa purpurno barvo ali vijolično barvo, lahko naveževa tudi na religijo, na cerkev. Vsi visoki cerkveni dostojanstveniki, ne vem, če si kdaj opazila, imajo v glavnem vedno nekaj škrlatnega, se pravi nekaj vijoličnega. Hočem povedati to, da je vso to znanje o energijah pa o tem v cerkvi prisotno že dosti časa. Kako pa deluje sama purpurna plošča? Kako jo uporabljamo, za kakšne težave? Se pravi, zdaj njeno delovanje najprej bi za lažje razumevanje, da bomo sploh razumeli, bi se tu naprimer navezal 15-20 let nazaj, smo imeli vsi na strehah televizijske antene. Televizijske antene so bile aluminijaste palčke. In te aluminijaste palčke na strehi so lovile televizijski signal in mi smo lahko gledali televizijo. Se pravi, bile so pa sestavljene, se pravi, sam material je pa bil aluminij. Aluminij iz preprostega razloga, ker je aluminij material, ki najbolj absorbira energijo, pa tudi vse te signale. To pomeni, se pravi, zdaj, če se naveževa na samo Teslovo ploščico, Teslova ploščica je v bistvu kot en sprejemnik te prepotrebne energije, ki jo mi vsi rabimo. Se pravi, mi za naše življenje rabimo to življenjsko energijo. Zdaj, kje jo dobimo? Lahko se tu zdaj spet navežem na to, da se nahajava v energijskem parku. Se pravi, sem ljudje prihajajo zato, da si rešijo določene težave, da se napolnijo z energijo in ko odhajajo, se v bistvu vsi nekaj malo boljš počutijo. V Teslovi ploščici pa imamo komplet vse to, se pravi vse te energije, ker je, tako kot sem povedal, se pravi, ker je osnova aluminij, obdelana po posebnem postopku, pomeni to, da absorbira
in akumulira po telesu. Se pravi, mi, če jo nosimo, zadosti je, ne vem, 2-krat dnevno po 30 minut, jo imamo pri sebi, to pomeni, da dobivamo to pomembno energijo, energija gre po telesu in še kar je zanimivost je to, Tesla je dejansko to energijo imenoval inteligentna energija. Tu zdaj najlažje bi to razložil, ker se spet lahko navežem na energetski park, kjer se sedaj nahajava, ne. Se pravi, v samem energetskem parku so različne točke, kjer gremo pa stojimo in so točke za določene težave. V Teslovi ploščici je pa komplet energetski park noter. Se pravi, tam gremo na točko, ne vem, posebno težavo, stojimo 30 minut in energija deluje na to težavo. Tesla je v bistvu to rešil z tem svojim genialnim umom, je rešil tako, da je pač imenuje, da je inteligentna energija, se pravi, absorbira, gre po našem telesu in zanimivo je to, da gre točno tja, kjer mi energijo najbolj potrebujemo. To pa pomeni, da gre tja, kjer so določene težave, kjer so določene bolečine in vsi vemo, se pravi, vsaka težava v telesu v bistvu v energetskem smislu pomeni, da je nekje prekinjen ta energetski tok. In osnovno delovanje ploščice je točno v tem, da sprosti ta naš energijski tok. To pa tudi pomeni, ne vem, mi vedno radi poudarjamo, jaz vedno pravim, da je naše telo je inteligentno, se pravi, ko dobi določene signale, se začne v samem telesu, se začne ta pač proces zdravljenja. Zdaj pa, čim več smo v tej energiji, tem boljše je v bistvu za nas. Se je čisto tipično isto, ko pač smo, ne vem, pod stresom, smo nekako tako, v bistvu grejo ljudje ali pa gremo vsi takrat najrajši, ne vem, v take energetske parke ali ne vem, nekje v gozd, v tem prideš iz gozda, se počutiš drugače, ker v bistvu poveš, da si se napolnil z energijo. Tu pa glede na to, v kakem času živimo, vsi vemo, da je največja težava stres, vsi problemi, vse težave, enostavno dejansko nimamo niti več časa, da bi lahko skrbeli za to, kar je za nas najpomembneje. Se pravi, da smo v tem nekem energetskem balansu, da smo v tej dobri energiji, ker takrat, ko smo mi v dobri energiji, takrat je tudi okrog nas vse vibrira v tej dobri energiji. Se pravi, priporočate Teslovo purpurno ploščo, disk, kakorkoli, vsem ljudem, tudi otrokom? Tudi otrokom, mogoče še otrokom bolj. Ne vem, vsi mi, pač ljudje, vsi funkcioniramo, se pravi, vsi rabimo to energijo in je pomembno, da dobivamo to energijo. Tu, če se navežem, se pravi, starostne omejitve ni. Mi imamo odlične povratne informacije, lahko povem tudi nosečnice, se pravi, že nosečnice. Posebej bi rad poudaril, da je pomembno pri Teslovi purpurni ploščici eno dejstvo. Ni stranskih učinkov škodljivih, to hočem povedati. Se pravi, ni stranskih učinkov in ljudje včasih mogoče tudi narobe razumejo, da zdaj, ne vem, mi pač imamo ta klasična navodila in tu navajamo v navodilih uporaba 2-krat po 30 minut. Mi jo lahko imamo več časa, mi jo lahko imamo cel dan. V začetku je mogoče pomembno, ko pridemo v prvi stik z ploščico, ko jo v bistvu začnemo nositi, je mogoče pomembno, ker naše telo naenkrat dobi več energije. Ampak potrebno je razumeti, ker to me tudi ljudje ogromno sprašujejo, ne moremo se mi z energijo predozirati. To bom poenostavil. V litersko flašo mi lahko nalijemo samo liter vode. Če jo zlivamo, gre v stran, se pravi, ne moreš, in isto tako je pri tem, se pravi, ne moreš ti priti do tega, da bi bil energetsko, da bi imel preveč energije, mislim, v negativnem smislu.
Se pravi, ker ste omenili že vodo, lahko uporabljamo tudi ploščo disk za pri vodi, hrani, da jo napolnimo energijsko. Ja, to je priporočljivo. Priporočljivo je, se pravi, sama uporaba ima, mislim, neomejene so možnosti. V bistvu je tu pač ljudski pustimo, delajmo pač, kar nam, ne vem, intuicija pove. Se pravi, sama uporaba je odlična, če hočemo energizirati vodo. Se pravi, damo ploščico, na ploščico damo, ne vem, litrski vrč vode, pustimo 15-20 minut in voda že v bistvu spremeni to strukturo in dobi bom rekel, zdravilno moč. Boljša je. Uporaba je možna tudi, ne vem, rezultati nam kažejo, ljudje si dajejo hrano gor, dajejo si zdravila gor. Se pravi, pri samih zdravilih je pomembno to isto, da si dajemo 15-20 minut prej določene tablete in tablete dosežejo večji učinek, pa ni tako škodljiv učinek, ne? Ker moramo se po drugi strani vedno tudi zavedati to, da je pomembno, kaj vnašamo v naše telo, da je pomembno, da pri vseh teh, ne vem, kemičnih substancah, da jih probamo spraviti nekam na minimum, če se pa pač že ne da, saj tu je vedno tako, pač mi priporočamo Teslovo purpurno ploščico v bistvu kot eno pomoč pri vseh bolezenskih stanjih. Mi ne govorimo o tem, da je to čudežna, da bo odpravila vse težave, ampak nam bo pa olajšala. Imamo ogromno primerov, ko so ljudje, ko so se dogajale, bom rekel tako v narekovajih povedano, čudežne ozdravitve. Imamo tudi dokumentiramo, dobivamo, lahko povem, da dnevno dobivamo ali po telefonu, da nas pokličejo, da se je nekaj fantastičnega zgodilo, ne vem, pač imamo ogromno primerov, najbolj, ne vem, mi izstopajo pač, tu bi poudaril te določene ekstremne primere. Človek je nosil slušni aparat, ne rabi več slušnega aparata. Ena gospa, starejša, ne vem, blizu 80 let, je imela očala, je dala očala v stran, mislim, ne rabi očal. Ogromno je teh primerov, no. Se pravi, so pozitivni odzivi. So pozitivni odzivi, saj pravim, moramo razumeti, da eno je dejstvo, ne, dejstvo, da artikel, ki se na trgu obdrži 47 let in da je v bistvu slaven ali pa tako uporabljan po celem svetu, se pravi, je nekaj v njem. Je v njem, zdaj točno kaj je težko povedati, ker da bi mi kompletno razumeli delovanje Teslove ploščice, bi morali imeti Teslov On pa vsi vemo, da vsa ta tehnologija, vse, kar danes uporabljamo, je, ne vem, v njegovi glavi ali pa v njegovih izumih bilo že pred 100 leti ali pa še prej. Je potrebno mogoče kakšno posebno vzdrževanje, čiščenje? Ni tu nobenega posebnega vzdrževanja. Vzdrževanje je čisto normalno, se pravi, ko dobimo ploščico, je dobro, da jo speremo 2-3 minute pod hladno vodo. To pomeni, pač, da očistimo ta zgornji sloj. Samo vzdrževanje, tako kot vse ostale stvari, pač, ko začutiš, jo pač malo opereš. Je pa pomembno, ko prehaja iz osebe na osebo. Takrat je pa obvezno, se pravi, da se opere 3 minute pod hladno vodo. In takrat gre na osebo. Gre se za to, ker mi, ko enkrat primemo, mi v bistvu damo ta naš energetski zapis in da se ne prenaša ta energetski zapis iz osebe na osebo, je samo, da se opere. Se pravi, tu je pomembno, mislim, se v bistvu dogaja tako, da si naročijo eno ploščico, družina si na primer naroči eno ploščico, ampak v praksi to pomeni tisti, ko jo prvi dobijo, ponavadi noče več dati drugim, tako da pa še za ostale naročijo. Se pravi, se lahko tudi posoja? Lahko se posoja, saj
tako kot sem povedal, pomembno je samo, ko gre iz osebe na osebo, da se opere 2-3 minute pod hladno vodo in to je to. Povejva še, kakšna je razlika med ploščico, diskom, pa vidim, da imate tu še nekaj večjega. Tu je zdaj, se pravi, mi imamo v bistvu zdaj več različnih, se pravi, lahko začneva pri tem, ko ga imaš ti, to je disk 4,5 centimetrski. V bistvu najbolj prodajana je pač ta ploščica 9,3 x 6,3 centimetrov. Tu bi povedal, da je pač v letošnjem letu je bila 75. obletnica Teslove smrti. Proizvajalec se je odločil, da bo na poseben način obeležil to pač obletnico in so naredili posebno omejeno serijo, to pa je disk 10 centimetrski. Omejena serija, se pravi 500 kosov se je naredilo ob tej priložnosti, ko je pač to prodano, je to prodano in ga ni v redni proizvodnji, se pravi ne proizvaja se. Proizvaja se potem še v dimenziji 21 x 21 centimetrov. Ta ploščica je pa potem pomembna, mislim je pa dejansko jo največ uporabljajo terapevti, pač ti, ki se ukvarjajo tudi profesionalno z bioenergijo, z vsemi temi, tu imamo odlične rezultate. Je pa primerna energetsko v bistvu pokriva energetsko celo hišo ali za poslovni prostor. To pa bi bilo mogoče na kratko čist, mislim. So bile mogoče kdaj upravljene kakšne meritve pred uporabo pa po uporabi? Ja, meritve smo upravljali pač to, kar se lahko, ker moramo razumeti, da se pogovarjamo vedno o energetskih izdelkih, nimamo niti dejansko nekega inštituta, kjer bi se to dalo narediti. Delali so najbolj znani radiestezisti. Lahko povem, da je verjetno pri nas bilo ogromno že teh, ko so jo kupili, pa samo toliko, da so jo stestirali, če je dejansko tako. Sami radiestezisti so v bistvu navdušeni, pravijo, da je ogromno energije, potem so tudi izmerili, tu lahko pol navežem, se pravi pri samem disku, ta 4,5 centimetrski, se pravi, ta je primeren za osebno rabo, pokriva dejansko naš energetski prostor približno 1,4 metra okrog nas. Ta ploščica pokriva 3 do 4 metre, to pomeni, da jo lahko damo, ne vem, ko gremo spat, da jo imamo v spalnici, se pravi, v bistvu pokriva zakonsko posteljo, lahko povem, se pravi, da jo rabimo samo eno. Ta posebna dimenzija je med 6 pa 7 metrov v bistvu pokriva, tako da pokriva komplet lahko eno pisarno. Tu bi zdaj mogoče samo še to povedal, zakaj je tudi pomembna. Pomembna je predvsem zato, ker anulira vsa ta tehnična sevanja. Vemo pa vsi, da smo danes živimo v takem okolju, vse povsod so sevanja, se pravi, če vzamemo že doma od kuhinje, vsi štedilniki, električna energija, hladilniki, mikrovalovne pečice, ponavadi imamo vsi doma Wi-Fi, internet, monitorji, vse to, s tem lahko za 90% zmanjšamo ta škodljiva sevanja, kar je izredno pomembno za nas, ker sami vsakodnevno smo izpostavljeni. Drugo pa, kar je, ker je tak tempo življenja, saj niti nimamo časa, da bi šli, da bi v bistvu redno hodili ven, da bi šli, da bi se napolnili, da bi se sprostili. Zato je pa pomembno, da imamo v bistvu tega čuvaja ob sebi, da nam daje to potrebno energijo. Je res, da so v času Jugoslavije prodajali Teslove purpurne plošče tudi v lekarnah? Ja, to je kot zanimivost, saj lahko povem, tu je bila zanimiva ta pot, da je dejansko Teslova ploščica začela svojo pot v Ameriki in je iz Amerike v bistvu prišla v Evropo. Seveda je prišla potem tudi v našo prejšnjo domovino Jugoslavijo. V Jugoslavijo je prišla v 80-ih letih in to v bistvu preko ene revije in ker je naredila velik boom je bil,
so jo v bistvu dali na testiranje. Testirala jo je takrat Vojno-medicinska akademija v Beogradu in je dobila vsa potrebna dovoljenja in je šla v redno prodajo in se je v bistvu prodajala v lekarnah. Tako da se je v lekarnah se je prodajala, pa deklarirana je pa bila kot pomožno zdravilno sredstvo. Zanimivo. Za konec pa povejva še, kje naši gledalci, če jih zanima, lahko dobijo Teslove purpurne plošče oziroma na kakšen način si jo lahko priskrbijo. Najlažje je, če obiščejo našo spletno stran, se pravi teslovapurpurnaploščica.si. Na sami spletni strani je komplet tudi videomaterial, vse si lahko pogledajo, v miru si lahko pogledajo, vse je razloženo. Hvala lepa za vse te informacije in za ta prijeten klepet. Ja, hvala tebi, pa upam, da še kdaj se vidimo. Seveda, v kratkem. V drugem delu oddaje Vita, življenje je lepo smo se, drage gledalke in gledalci, vrnili k Brodu pri reki Muri, natančneje v Krogu se nahajamo. Govorili bomo seveda o čemažu, vidite, koliko ga je vse povsod okrog nas. V moji družbi pa lepo pozdravljam Jakoba Borovšaka iz društva Panonetum. Dober dan. Zdravo. Društvo Panonetum z podnaslovom Pot k samozadostnosti. Kaj pomeni to? S čim se društvo pravzaprav ukvarja? Ja, ime smo si nekako izmislili, sestavljenih iz dveh besed. Je Pomurski botanični vrt avtohtonih rastlin, kar pomeni, da želimo spodbujati uporabo avtohtonih naših rastlin v prehrane, v druge namene. Ukvarjamo se pa večinoma z permakulturo, z delavnicami na prostem. Kako dobro so obiskane vaše delavnice? Koliko to ljudi v Pomurju zanima? Na leto imamo 3 do 4 delavnice, obiskanost je kar v redu, moramo se potruditi za reklamo, da čim več ljudi izve, saj smo manjše društvo, pride pa okoli 30 do 40 ljudi. Ponavadi so kar uspešne delavnice. Se vam zdi, da je zdaj nek trend tudi takšen, da se vse bolj posvečamo rastlinam, naravi in temu, kar lahko pravzaprav uporabimo potem tudi v prehrambene namene? Trend je sigurno. Vedno več se uporabljajo divje začimbe, so različnih okusov, tudi vedno bolj smo dojemljivi za zdravo hrano, vedno več nam to pomeni. Se sprašujemo, odkot prihaja hrana, s tem, da jo naberemo v gozdih, v naravi, smo sigurni, odkot pride. Kdaj je obdobje, ki je najbolj primerno za to, da naberemo čemaž? Torej, čemaž nabiramo zgodaj spomladi, ko še drevesa nimajo razvitih listov, tako pride sončna svetloba do tal, in ga nabiramo do konca cvetenja. To je pa do sredine maja bi ga lahko še nabirali. In kje ga najdemo največ? Na kakšnih tleh uspeva? Največ ga najdemo v bližini potokov in rek, okoli Mure mu posebej ugaja, saj se razpase na veliko, tako da ni škode tudi pri obilnejšem nabiranju. Zdaj, ko smo iskali ta prostor za snemanje, za pogovor in smo ga tudi kar nekaj pohodili, pravite, da ni velike škode narejene, čeprav je prav, da smo previdni, ampak vendarle je invazivna rastlina in se močno razširi na določenem območju. Tako je, tam, kjer ugaja, se zelo razširi. Tudi, če ga posadimo na kakšnem vlažnem travniku ob hiši, se bo v 2-3 letih kar razpasel in bo ga trebalo kositi. Katere so še druge rastline, ki jih zdaj v tem času lahko naberemo v gozdu in jih lahko prav tako uporabimo? Ker kar nekaj jih še poznamo. Pomlad je takšna, je čas bujne rasti, dostih rastlin. Zdaj so začele koprive, ki so najboljše v tem času, mlade in močne. Tudi pljučnik lepo cveti zdaj. Nabiramo tudi že kakšne gobe, uhljevke, na bezgu, kakšne čašice, če prekuhamo dobro. Lahko tudi kakšna lubja se nabirajo že, tudi solate, regrat je začel, je zelo zdrav. Ko se enkrat poglobimo, kaj vse raste, je opcij neomejeno. Zdaj pa čisto zares rastlina sama. Jaz bom prijela košarico, vi pa kar pokažite, da bodo videli tudi gledalke in gledalci, kako izgleda od korenin pa potem do same konice lista. Torej, to je
kakšen čemaž običajno najdemo, ponavadi ima na peclju 1 do 2, zmes tudi 3 liste. Popek se razvija kasneje za listi. Čebulica je ponavadi kar globoko v zemlji in je podobna že majhnemu česnu, ne. Zdaj, kot sem prej omenil, je čas nabiranja zelo pomemben, ker zdaj ni nobenih drugih zelo strupenih rastlin, mogoče kačji jezik, ampak če smo previdni in nabiramo pazljivo, se ne bomo ušteli. Če imaš nabiramo pravi čas, ni bojazni, da bi ga zamenjevali s katero od drugih rastlin, je pa sicer zelo podoben šmarnici, ampak šmarnica vendarle začne cveteti in rasti kasneje. Tako je, šmarnica začne rasti, ko je že listje na drevesih v polnem razmahu, tudi na drugih območjih, ob Muri ne rastejo šmarnice. Najbolj značilna zadeva čemaža je pa vonj, ne. Vonj nas prepriča, da je res čemaž, vendar tudi opozorilo, ko en čas nabiramo, nam začnejo roke smrdeti po čemažu in več to ni. Kako pravzaprav? Najbolje, da se prepričamo tako, da podrgnemo ob list, potem poduhamo ali pa prepognemo. Pretrgamo, poduhamo, je zelo značilen po česnu, tako da ko enkrat to zavohamo, vemo, da ne bomo pojedli nekaj strupenega. Da je zagotovo čemaž. Po vonju ga torej gledalke in gledalci tudi najbolje lahko prepoznajo. Kaj pa zdaj uporabnost? Ko gledava celotno rastlino, od koreninskega sistema pa do konice lista, kaj se vse lahko uporabi? Torej, rastlina je celotna užitna, tudi čebulček, tudi cvetni popek, tudi cvet, ko bo prišel, je užiten, zelo dober. Recepte boste kasneje. Tudi seme od čemaža je zelo aromatično. Tako, rastlina je celotna uporabna. Povejva čisto na kratko še nekaj o njegovem delovanju. Ima zelo podobne lastnosti kot česen. Tako, zdravilne nameni so zelo podobni česnovin, čistijo kri. Sam po sebi je odličen. Hvala lepa za tole jedrnato predstavitev čemaža. Mi se bomo odpravili na malenkost drugo lokacijo in povedali gledalke in gledalci tudi več o tem, kako ga pa lahko uporabite v jedeh, v kulinariki, pa tudi kako se ga konzervira. Gordana Bači, v društvu Panonetum se veliko ukvarjate tudi s tem, kako potem zelišča, ki jih lahko naberemo v naši okolici, tudi uporabimo, kako jih lahko pripravimo v kulinariki, kako jih lahko predelamo, konzerviramo in shranimo za tiste dneve in tedne, ko jih nimamo svežih na razpolago. Pa se bomo zdaj osredotočili vendarle malenkost bolj na čemaž, o tem smo največ govorili danes. Kako recimo svetujete, da se ga uporabi? Kot je že prej Jakob povedal, je uporabna cela rastlina, od čebulice do cvetov. Tako da, če recimo izkopljamo čebulice, ga uporabljamo kot nadomestek česna. Vseeno pa moramo biti tukaj tudi malo previdni, če ga kopljamo tukaj ob Muri. Lahko vmes naletimo tudi na čebulice zvončkov, tako da res sledite tistemu vonju po česnu. Naprej najbolj znana uporaba so seveda čemaževi listi. Moramo vedeti, da je najboljše, če rastlino pojemo kar svežo, ker tako ohrani največ svojih učinkovin. In naprimer, čist preprost recept, svežega narežemo med skuto, naprimer, namažemo na kruh in že imamo tukaj odlično malico. Skutni namaz s čemažem, torej zelo enostavno lahko pripravimo sami. To je, kar se listov tiče. Kaj pa spodnji del, pa mladi poganjki, tile popki, pa potem tudi čebulica, na kakšen način vi recimo pripravljate? Čebulico naprimer narežem na mesto česna na kakšno solato. Isto potem liste lahko narežeš med solato. Če želiš liste shraniti, je najbolj znan recept naprimer čemažev pesto.
To pomeni, da čemaževe liste zmiksaš, dodaš olivno olje, sol in tako ti čemaž zdrži tudi več let. Čeprav velja neko pravilo, da zelišča oziroma divje zeli shranjuješ, dokler ne zraste novo, torej eno leto. No. Do sedaj bi naj stare zaloge čemaža, ki smo jih shranili, tudi porabili, kajti že raste novi čemaž. Kar je recimo tudi dober nasvet za gledalke in gledalce, da si ne delajo prevelikih zalog, ne, do naslednjega leta. Res toliko, nekaj, kar se uporabi. potrebuješ in uporabiš. Zdaj, če gremo naprej na čemaževe popke, recimo nekoliko pozabimo, da lahko čemaž uporabimo tudi kasneje, ko že razvije popke, ko razvije cvetove. Tako da popke mi na društvu radi vlagamo, podobno kot kumarice. Preliješ z vročim kisom, z mešanico kisa in tako shraniš tudi za eno leto. Dodajaš k jedem, k rižotam in podobno. Kasneje, ko pa čemaž zacveti, so pa taki značilni beli cvetovi, ki spominjajo na cvetove čebule in jih lahko odsvremo. Odsvreš podobno kot akacijeve cvetove in bezgove in so res odlični. No. Pomakaš v kakšno kislo smetano in je super prigrizek. Čemaževi cvetovi nimajo menda tako značilnega okusa in vonja Niso več tako aromatični kot sedaj na začetku listja, ampak še vedno zelo okusni, pa tudi odlična dekoracija, če si želiš kakšen šopek z šopkom popestriti dom. Tudi letos boste pripravili delavnico, prav tukaj na tej lokaciji v Krogu pri Brodu ob reki Muri, kjer se zdaj nahajamo, 7. aprila, za vse tiste, ki se želijo podučiti česarkoli v zvezi s čemažem, pa potem tudi poizkusiti jedi. Kako recimo izgleda en takšen dan na delavnici? Na delavnici se začnemo zbirati tam okrog 9:30 ure. Potem vas odpeljemo na sprehod, seveda. Spoznamo podrobno čemaž in pa seveda tudi ostale užitne divje rastline. Na sprehodu imate potem nekaj časa tudi za sebe, da si naberete zalogo za domov. Mogoče nam uspe videti tudi kakšno divjo žival, včasih nas lahko tudi kaj preseneti. In potem, ko se vrnemo na začetek lokacije, tukaj rastline še enkrat razvrstimo, obnovimo znanje, ki smo ga pobrali na terenu in potem si pripravimo divjo malico. Medtem naše pridne članice že kuhajo ponavadi čemaževo juho. Ja, te jedi, ki sem slišala, da jih pripravljate na delavnici, prav to me zanima, ne? Zdaj, povedali sva že recimo skutni namaž s čemažem, pa kako ga lahko konzerviramo, shranimo kot ozimnico. Kaj pa to? Juhe, kaj še vse? Ponavadi, kot pravim, spečemo tudi kaj domačega, kakšne pogačke, ki vsebujejo čemaž in ostale divje užitne rastline. In potem tudi prikažemo, kako te stvari shraniti doma. Vsak si bo lahko pripravil tudi svoj pesto, na primer, vložil popke, ostale rastline. Kot zanimivost, jaz rada vsako leto prikažem tudi, kako se naredijo rezanci, ki so obarvani z zeleno. Ponavadi je to zeleno barvo da ravno čemaž ali pa kopriva. Testenine torej s čemažem. Testenine, ja. Drugače pa rastlino lahko uporabljate tako daleč, kot seže vaša domišljija. No. Res, doma lahko dodate k vsaki jedi poljubno, edino sladic še nismo delali s čemaža. Sploh ljubitelji česna nasploh, ne, so tisti potem, ki prisegajo tudi na čemaž in na njegovo uporabo. Sicer pa nam splet omogoča neskončno možnosti in receptov, tam jih lahko izbrskamo in potem pripravimo marsikaj iz čemaža oziroma ga uporabimo pri različnih jedeh. Prav je pa, da smo se zdaj podučili tudi o tem, kako ga nabiramo, kako ga recimo izkopljemo s čebulico vred in kakšna je pravzaprav razlika med čemažem in morda rastlinami, ki so mu podobne, pa so neužitne. Hvala lepa za vse te nasvete, za gostovanje v naši oddaji, pa srečno.
Takole, drage gledalke in gledalci, še ena oddaja Vita življenje lepo je pri koncu. Spoznali smo lastnosti Teslove ploščice, ki lahko pozitivno vplivajo tudi na vas. Ob tem pa smo vam predstavili še čemaž, ki ga lahko zelo koristno uporabite tudi v domači kuhinji. Le v gozd se morate odpraviti in ga poiskati. Spremljate nas do prihodnje oddaje na Facebook strani Vita življenje je lepo, pa tudi na naši spletni strani vitazivljenje.si. V prijaznem tonu se poslovite od meseca marca in preživite lepe praznike, ki že trkajo na vrata. Srečno! Ilka priporoča Ford Kugo, sedaj že za 21 990 evrov. S Ford bonom za financiranje Ford Credit. Na prvaizbira.si. Sobota Info. Za vas raziskujemo, odkrivamo in razkrivamo aktualno dogajanje. Vsak dan nas obišče več kot 22 000 bralcev. Vsak mesec zabeležimo 1,5 milijona klikov. Ob izrednih dogodkih smo najbolj ažuren, hiter in odziven medij ter tako prva izbira javnosti. Pomurke in pomurci aktivno soustvarjajo vsebine koledarja dogodkov, ponudbo malic in malih oglasov. Sobota Info je med najbolj branimi spletnimi mediji v Sloveniji. Že 17 let prvi v Pomurju. Sobota Info. Lovenjakov dvor v Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, sprostitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo oboro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejen apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedole zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topel sprejem. Kmečka salama. Piščančje prsi. Grajska salama. Za najboljše si je vredno vzeti čas. Ave narezki.